Pozdravljeni na spletni predstavitvi razpisa za Erasmus študijske izmenjave 2024-2025. Predstavitev bo potekala tako, kot je zdaj običajno že zadnja leta, da bom jaz podal en kratek uvod, nekaj polurni, 40-minutni o glavnih točkah na razpisu, potem pa bo sledile predstavitve študentov, ki se bodo oglašali prav z destinacij, kjer so ta trenutek na izmenjavi. Pa če gremo kar po vrsti, verjamem, da že vsi poznate Erasmus študijske izmenjave, ki vam omogočajo, da del svojega študijskega programa opravite na inštituciji, partnerski inštituciji v tujini. Kdaj in kam se lahko odpravite? Ta razpis pokriva obdobje od 1.6.2024 do 30.9.2025 in v tem obdobju vi seveda morate opraviti svojo izmenjavo. Izmenjava lahko najmanj 2 meseca, traja lahko največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija. Običajno pa študenti seveda grejo na enosemestrske izmenjave. Tisti, ki grejo na kakšne skandinavske države, se jim to začne malo prej, že konec avgusta se ponavadi odpravljajo. Ostali, tisti, ki grejo v Portugalsko, Španija, grejo na izmenjavo kasneje, tako da vedno se je potrebno ravnati po študijskem koledarju univerze gostiteljice. Kam lahko greste? Sodelujoče države v programu Erasmus so članice Evropske unije, Islandija, Liechtenstein, Norveška, Severna Makedonija, Srbija in Turčija. Osnovni pogoj, da vi lahko greste nekam na izmenjavo, na določeno inštitucijo, je, da imamo mi podpisano z njimi Erasmus bilateralni sporazum. Teh sporazumov imamo več kot 120, so dostopni na spletni strani. Ravno prejšnji teden se je pa zgodila še ena novost, na katero bi vas zdaj želel opozoriti, in sicer Erasmus program se v zadnjih letih kar širi, rekel globalno, in po novem lahko zdaj podpisujemo tudi, sicer nekoliko bolj omejenem obsegu, bilateralne pogodbe tudi z univerzami iz držav, ki ne sodelujejo sicer v programu Erasmus. Bi pa taka pogodba omogočala izmenjavo našega študenta v eni izmed teh držav. Problem je, da je to novost in da mi trenutno nimamo še nobene bilateralne pogodbe podpisane, na katero bi vas lahko zdaj usmeril. Smo pa v stiku z nekaterimi univerzami, poskušamo doseči, da se strinjajo s podpisom. Mislim, da se pogovarjamo z eno univerzo v Švici in v Veliki Britaniji. Upam, da bodo prišlo do podpisa pogodbe in da bomo lahko ponudili tudi to opcijo. To je zdaj poseben razpis, ki je objavljen tudi na naši spletni strani, vendar je prijavnica bo enaka v bistvu, tako da če bo kdo se želel na ta razpis prijaviti, lepo prosim, da se oglasi v naši mednarodni pisarni, da pogledamo, kakšne so sploh opcije do roka. Kot rečeno, osnovni pogoj, da lahko greste nekam na izmenjavo, je pa podpisana bilateralna pogodba. Mi jih imamo čez 120 in seznam je dostopen na naši spletni strani. Kdo lahko gre? Na razpis se lahko prijavi študent, ki ima v celotnem času izmenjave aktiven status študenta na pedagoški fakulteti, študent, ki nima neporavnanih finančnih obveznosti z naslova programa Erasmus ali Erasmus plus, in študent, ki ni bil v času študija na stopnji, v okviru katere se prijavlja na ta razpis, sankcioniran v disciplinskem postopku. Torej, ponovno nas univerza prosi tudi, da preverjamo, ali so prijavitelji bili slučajno v kakšnem disciplinskem postopku, tako da tudi to bomo letos gledali. Kot sem že prej omenil, na izmenjavo lahko gre študent tudi večkrat. V tujini ste lahko vse skupaj 12 mesecev oziroma skupno 360 dni na posamezni stopnji študija. Mogoče bi tukaj edino opozoril, da kljub temu, da vam to pripada, torej 12 mesecev na stopnjo študija, to ne pomeni, da bi lahko vseh 12 mesecev porabite v enem letu. Ponavadi univerza v Ljubljani omeji, koliko je pripravljena plačati, sfinancirati v enem študijskem letu. Tako da to žal naprej ne vemo, ker univerza dobi informacijo o tem,
koliko sredstev ima na voljo še enkrat pred poletjem, takrat tudi ve približno ve natančno, koliko prijav je za izmenjave in takrat preračunajo, ali bi lahko financiral študentom in prakse in izmenjave v istem letu. Torej, vi imate pravico, da greste, lahko ste tudi 12 mesecev na izmenjavi na isti stopni v istem letu, ampak univerza vam vsekakor ne bo krilo vseh 12 mesecev v istem letu. Kot sem rekel, običajno študenti gredo na enosemestrske izmenjave, v nekih redkih okoliščinah so možne pa tudi krajše. No, ena taka najbolj značilna je izmenjava z namenom pisanja zaključnega dela. Torej, običajno se to odločajo študenti, ki so že absolventi in imajo že končano vse predmete razen zaključnega dela. In potem izkoristijo to leto, da lahko grejo še v tujino pač narediti nek del zaključnega dela, ali je to neka manjša raziskava ali poglavje. Pomembno pa je, da veste, da univerza ne bo financirala več kot 3 mesece take izmenjave. In da tudi mi ne bomo odobravali takih prijav, če ni dovolj resna. Kaj mislim s tem? Tak študent, ko gre na izmenjavo, ne vzame nobenega predmeta, dela nekaj po individualnem načrtu, ki ga pripravi skupaj z mentorjem, vsaj v teoriji bi moralo biti tako. Tako da pogosto tuje univerze ne vejo, to niti ne poznajo, take vrste izmenjave in se tudi branijo take izmenjave, ker jim to močno diši po turizmu. Smo že organizirali take primere, smo imeli, ampak so bile res dobro argumentirane in če oni vidijo, da je to res načrt nek smiselen, da dela študent neko primerjavo šolskih sistemov ali ne vem, da so oni res dobri na določenem področju, kjer smo mi mogoče malo bolj šibki in da vidijo neko dodano vrednost, smisel, da vi zdaj pridete tja, pisate zaključno nalogo, potem je to možno. Je pa to kar težavno, je res pomembno, da je dobro argumentirano. Poleg tega seveda mi pričakujemo, da če nekdo gre delati na izmenjavo za zaključno delo, da ima seveda temo že izbrano in tudi mentorja. Če tega dvojega ni, potem mi težko odobrimo tako prijavo. Ni nujno, da je to že formalno zavedeno, ampak vsaj, da je postopek že v teku in da je na neformalni ravni jasno, o čem boste pisali in kdo je vaš mentor, ker potem morate pripraviti zelo natančen načrt ali čim bolj natančen načrt dela s konkretnimi cilji in po prihodu nazaj narediti še poročilo o opravljenem delu. In oboje mora podpisati tudi mentor zaključnega dela. Če bi kdo razmišljal o tej opciji, vsekakor želim, da mogoče nam pride to povedati tudi osebno v mednarodno pisarno, da se še nekoliko pogovorimo, ali je to mogoče v konkretnem primeru. Torej, kakšni so koraki? Če še enkrat povzamem, vi boste morali najprej seveda zbrati ustrezno institucijo in poskrbeti, da se prijavite na razpis. Rok smo dali 26.1.2024. Mislim, da imamo mi potem rok, da pošljemo ta imena naprej na univerzo 14. februar, kar nam imamo potem nekaj dobrih 14 dni časa, da še mogoče opravimo kakšne dodatne konzultacije, pogovore z vami, ker običajno prihaja do kakšnih, da imamo preveč prijav za določene destinacije. Nam je po interesu, da vse pošljemo ven, tako da v takih primerih potem kar povabimo študenta na kakšen razgovor, pa jih poskušamo preusmeriti določene na drugo destinacijo, če vemo že naprej, da po merilih, ki jih imamo, bržkone ne bodo izbrani za to destinacijo, na katero so se prijavili. Potem, ko imamo enkrat mi razpis, je za nami, se vi počasi začnete lotevati priprave obrazcev, learning agreementa in našega internega dokumenta, ki se imenuje individualni študijski načrt. Mednarodna pisarna ponovadi nekje v začetku marca pripravi posebno srečanje samo za študente, ki ste se prijavili na razpis in bili tudi potrjeni, kjer vam malo bolj natančno pojasnimo, kako poteka priprava teh dokumentov. Istočasno pošljemo vaša imena, kot sem prej omenil, na univerzo in se vam nekje enkrat pred poletjem, jaz računam nekje junija verjetno, oglasi naša univerza z navodili,
kje in kako se prijavite za Erasmus finančno pomoč. Aprila vas nominiramo tudi na tuji instituciji, marca, aprila, in potem se vam počasi oglasijo tudi z tuje institucije in pošljajo navodila, kako in dokdaj se morate prijaviti na njihovi instituciji. Na koncu je pa zadnji korak, seveda, da odidete na izmenjavo. Zdaj, mogoče se to sliši malo komplicirano, veliko nekih korakov, navodil iz različnih strani prihaja. To vse traja mesece, tako da ne vas ne bo strah, to poteka, vsi te koraki, praktično 3, 4, 5 mesecev, lahko tisti, ki greste v drugem semestru, pa še dlje. Tako da pomembno je, da vi spremljate maile, ki jih dobite, in navodila, in se držite rokov. In bo vse v redu, tako da ni preveč komplicirano, je pa res, da se treba držati rokov. Na to smo pa imeli že primer, da je študent vse pripravil, se zmenil za priznavanje, vse in zamudil je pa recimo prijavo na tuji instituciji in je bilo konc. To en dan prepozno, nismo več mogli nič narediti, tudi njihov sistem se je zaprl in potem tak študent ni šel na izmenjavo. Tako da bodite pozorni na te roke. Še enkrat, če pogledamo malo bolj natančno, prvi korak izbire institucije, seveda začnite sami brskati po verih, ki jih bom zdaj predstavil, vsekakor pa svetujem, da se pogovorite tudi z oddelčnim koordinatorjem, oni namreč v večini primerov že leta spremljajo te izmenjave in vejo že vnaprej, katere institucije so bolj primerne, katere manj, mogoče vam lahko tudi svetuje, katere institucije so bolj primerne za vaš letnik, ne samo za vašo smer, tako da definitivno svetujemo, priporočamo, da se pogovorite tudi z oddelčnim koordinatorjem, vem pa tudi, da bodo nekateri organizirali interne predstavitve študentov in razpisa na oddelkih. Seznam institucij najdete na spletni strani, tukaj imate sezname raznih bilateralnih pogodb. Imamo pa na spletni strani še nekaj dokumentov, ki so vam lahko pomoč pri izbiri. En je pregled izmenjav študentov in zaposlenih na pedagoški fakulteti, to je poročilo, ki ga pripravlja mednarodna pisarna že vsako leto, že zadnjih, mislim, da 12-13 let. In lahko najdete točno, kam odhajajo študenti na izmenjave, iz katerih univerz prihajajo k nam, tudi po letnikih pa po smereh. Potem imamo objavljen kompleten seznam v tujini upravnih predmetov in priznanih predmetov na pedagoški fakulteti. O tem bom malo več govoril v naslednji predstavitvi, ki sem jo prej omenil, ko boste enkrat se prijavili in imeli prijavo potrjeno in ko bomo šli skozi postopke, ki so potrebni za pripravo pred odhodom na izmenjavo. Boste videli, da je osnovna ideja, spravo, da vi na izmenjavi naredite neke predmete, ki in na osnovi teh predmetov se potem po povratku nazaj na pedagoško fakulteto pri nas priznavajo naši predmeti. In v tej tabeli seznamu v tujini upravnih predmetov boste našli vsa možna priznavanja, ki smo jih do zdaj delali v Erasmusu. Se pravi, točno po smereh, letnik, katere konkretno predmete so opravljali na izmenjavi in potem kateri konkretno predmet je bil priznan pri nas. Tako da lahko vidite zelo konkretne situacije in vam s tem tudi olajša izbiro institucije in potem v drugi fazi pripravo learning agreementa. Imamo tudi tabelo z vtisi študentov za izmenjave, ko pridejo študenti nazaj in damo med drugim tudi v izpolnjevanje en kratek evalvacijski vprašalnik, kjer podajo nekaj osnovnih informacij o izmenjavi in mestu univerze, kjer so bili, tako da tudi tukaj dobite nekaj dodatnih informacij lahko, ki vam olajšajo potem izbiro. Kot boste videli, ko boste gledali vse te dokumente, bi rekel, da nekako obstajata dva tipa univerz, s katerimi imamo pogodbo, pa tudi na splošno. Eni ponujajo vsako leto iste module, recimo, da imajo nek zaprt 30 kreditov in praktično nimate ne vem koliko izbire, pač lahko vzamete ta modul in je to vnaprej jasno. Zdaj, če je to neka inštitucija, kjer mi že leta pošiljamo študente, je to super, ker potem je to že vse vnaprej znano. Točno veste, kaj boste tam imeli, veste že vnaprej, kaj bo priznan pri nas, tako da, če pridete v tako s prijavo, da rečem, da ste uspešni za tako destinacijo, imate potem dokumente za pripravo za Erasmus izmenjavo narejene v hipu.
Se pa dogaja tudi obratne situacije, da nekatere univerze, s katerimi imamo pogodbe, so malo spreminjajo ponudbo iz leta v leto. Nekatere so tudi malo bolj problematično v smislu, da 2 meseca naprej mogoče kaj potrdijo, načeloma bo možno neki izbor predmetov, pa vi pridete tja in ugotovite po 14 dneh semestra, da pol teh predmetov se ne bo izvajalo, pa vas začnejo siliti, da morate vzeti kaj drugega. Tako da tudi to so situacije, do katerih žal prihaja, pač normalno v Erasmusu, ampak nekako že iz teh dokumentov, ki sem jih prej predstavil, boste dobili občutek hitro, katere univerze ponujajo vedno isto ponudbo, isti nabor predmetov in kje prihaja do zapletov, če boste videli, da imajo vsako leto nekaj drugega predmete izbirajo naši študenti, potem to bržkone ne pomeni, da je to malo bolj, da njihova ponudba ni tako stabilna in da je potrebno nekaj improvizacije vsako leto s pripravo learning agreementov. Sem pa tja se navladja tudi kakšen študent, ki pride s povsem novim predlogom za podpis pogodbe z neko inštitucijo, s katero sploh še nismo sodelovali. Načeloma smo odprti tudi za take pobude, vendar želimo, da je to res pravočasno. Če pride študent s tako pobudo 2 dni pred rokom za prijavo, potem je to absolutno prepozno. Ker mi tudi ne gremo takoj podpisovati pogodbe, jih kontaktirati, želimo, da najprej oddelek preveri, ali je sploh ta povezava ustrezna, ali so predmeti, ki jih oni ponujajo Erasmus študentom, primerni za priznavanje. Tako da, če slučajno kdo našel ali pa se igra z idejo, da bi nekam šel, kjer še nihče ni bil z naše fakultete, mora zbrati čim več podatkov spletne strani, najboljše kar učne načrte predmetov, ki jih ponujajo Erasmus študentom, in to predstaviti oddelčnemu koordinatorju, da najprej oddelek presodi, ali je to sploh primerna povezava za naše študente. Dobro. Kakšen je postopek prijave? S pomočjo Erasmus koordinatorja in dokumentov, ki sem vam zdaj predstavil, najprej izberete želeno institucijo. Predlagam, da se ne omejite samo na eno. Vi imate v prijavnici možnost navesti, rangirati 3 želje in priporočamo, da pač napišete vse 3, ker če izpadete s prve, vas mi potem avtomatično naprej razvrščamo. Če pa ne boste napisali nič, boste pa pač izpadli iz vseh kombinacij in če se mi boste potem naknadno odločali, ko vas bom obvestil, recimo konec januarja, da žal niste prišli, zdaj bi pa šla mogoče tja pa tja, takrat potem bom mogel pač vašo prijavo obravnavati kot zadnjo prispelo. Če pa bi vi to napisali že v prijavnici, rangirali 3, bi pa prišli v upoštev tudi za tiste drugo in tretjo opcijo. Izpolniti boste mogli spletno prijavo v opisu in na koncu naložiti še motivacijsko pismo v jeziku, v katerem bo potekal študij, to je v veliki večini seveda angleščina. Dokazilo o povprečni oceni vseh do prijave opravljenih izpitov, to lahko naredite kar izpis iz VIS-a. Ne pozabite pa tudi, da je potrebno izpolnjeno spletno prijavo, ko oddate, shraniti v PDF in jo poslati na e-mail naslov oddelčnega Erasmus koordinatorja. Želimo, da je oddelek tudi seznanjen z vašo prijavo. Rok, še enkrat, je 26.1.2024. In prosim, da se res tega držite, ker mislim, vem, da v polnoči bo pač možnost prijave izginila iz VIS-a, tako da potem naknadnih prijav ne bomo mogli več sprejemati. Poglejmo si še, kakšna so merila. Ta merila se kar večajo, moram reči, iz leta v leto. Natančno so opisana v samem razpisu. Je pa naštiman tako, da v bistvu najbolj pomemben je letnik študija, tako da višji letnik, ko ste, več točk dobijate. Logika tukaj je, da tisti, ki so nižjih letnikih, bodo pač imeli več možnosti naslednje leto. Nam je cilj, da čim več študentov odide na izmenjavo. Potem se gleda povprečna ocena. Oceniti moramo tudi motivacijsko pismo, tako da to res prosimo, da bo napisano berljivo, slovnično, pravilno, z navedenimi in utemeljenimi razlogi za izmenjavo.
Naloženo nam je, da moramo dati minus pike, če je bila izmenjava v preteklosti neutemeljeno odpovedana zaradi kakšnih osebnih razlogov. Namreč nacionalna agencija, ne univerza, ne želijo oziroma želijo, da je čim manj teh odpovedi. In pač nek način, da se borimo proti temu, je tudi, da se dajo negativne minus točke tistim, ki so se prijavili, pa potem odpovedali. Zdaj, tukaj res včasih prihaja do absurdnih situacij, da recimo, da imamo za določeno destinacijo, imamo pogodbo za izmenjavo 2 ali 3 študentov, prijav je pa 15, ogromno naval in je potem kar nekaj slabe volje in pogovarjanja in diskusij in rečem borbe, kateri 3 študenti bodo nominirani tja. Potem pa se zgodi, da ne vem, 2 od teh 3 odpovesta tik pred zdajci izmenjave. In potem imamo situacijo, da na destinacijo, kjer imamo 3 mesta zagotovljene po pogodbi in bi najraje šlo 15-20 študentov, na koncu poštemo enega. In temu bi se res radi izognili, ampak razumem, da pač pridejo situacije kasneje, da se vi zdaj prijavljate, nekateri tudi 1 leto naprej, vendarle bi pa želeli, da je tega čim manj. 5. kriterij bo prednost pri izboru bodo imeli kandidati, ki so se pred prijavo posvetovali z oddelčnim Erasmus koordinatorjem. 6. študenti, ki še niso bili na izmenjavi, imajo prednost pred študenti, ki so že bili na izmenjavi. Zdaj, upam, da ne bo polno primerov, da bomo morali ravno gledati prav vseh 6 in da bo v tem odločila neka malenkost, ampak če pride do tega, pač so to kriteriji, na podlagi katerih bomo morali delati selekcijo oziroma vrstni red. Pomembno je, da veste, da se nihče ne odpravi na izmenjavo, ne da bi imel naprej določene obveznosti, ki jih bo v tujini opravil in dogovora, katere predmete bo imel pri nas priznane. Mi bomo kasneje organizirali srečanje za študente, ki bodo se prijavili, njihova prijava tudi potrjena, in bomo zelo natančno pokazali, kaj točno, kakšni koraki so potrebni, kako se pripravljajo te dokumenti. V tem trenutku je važno samo, da veste, da pač nikakor se ne sme zgoditi, da vi greste v tujino, ne da imate razdeljeno sliko, kaj točno bo priznano, ko se vi vrnete nazaj. Tako da te negotovosti ne bi smelo biti. Torej, po prijemu sklepa, mogoče tukaj sem omenil, ampak kot pravim, tole bomo bolj natančno pogledali, bomo organizirali posebno srečanje nekje, jaz mislim, februarja, konec februarja, začetku marca, samo za tiste študente, ki se bodo prijavili in bodo njihova prijava potrjena. Pripraviti boste morali 2 obrazca. En je interni obrazec, ki ostane na pedagoški fakulteti v mednarodni pisarni in ga pripravite skupaj z oddelčnim koordinatorjem. To se imenuje IŠN obrazec, individualni študijski načrt. In to je interni dokument, kjer se napiše točno, katere predmete boste imeli v tujini in kaj točno se bo priznalo pri nas. A gre za predmet priznavanja v celoti ali mogoče samo delno, pa morate še neko določeno stvar narediti pri tem predmetu, ko pridete nazaj. Vse to mora biti razdeljeno in jasno razvidno iz IŠN dokumenta, pri čemer morate vedeti, da vi morate na izmenjavi na semester osvojiti vsaj 20 kreditov, oziroma 40 za celo leto in vsaj 20 se vam mora priznati, ko pridete nazaj. Tako da svetujemo, da se v tujini potem vzame nekaj več kreditov, ker običajno se kakšno potem tudi izgubi pri priznavanju. Več o tem bomo povedali spomladi, tudi kot rečeno samo na kratko, da veste, kaj vas čaka. Ko imate enkrat IŠN narejen, se pa potem lahko pripravite tudi študijski sporazum, tako imenovani learning agreement. To pa je uradni Erasmus dokument, ki ga podpiše tudi koordinator na tuji univerzi, mi ga podpišemo v naši mednarodni pisarni in vi ga podpišete. Verjetno predvidevam, da se bo letos uvedel, ko bo prišel čas za vas, da pripravo learning agreementa, spletni obrazec, vendar bomo videli, to napovedujejo že 2 leti, tako da ne bi bil presenečen, če boste tudi vi delali še na star način, in sicer v Wordu oziroma PDF-ju. Ampak v vsakem primeru boste o tem obveščeni pravočasno. Zdaj, jaz bi rad izkoristil to priložnost, ko jih vas imam tukaj, da vas opozorim, da je še vedno odprt tudi Erasmus razpis za praktično usposabljanje. Ta je nekoliko drugačno objavljen ali organiziran, nima nekega roka za prijavo, razpis je že nekaj časa odprt in je odprt do porabe sredstev. Upravičeno obdobje za izvedbo je do 30. 9. 2024,
Zadnji rok za prijavo je pa 1. julij. To je zato, ker vi morate oddati prijavo načeloma en mesec pred odhodom v tujino in najmanjše obdobje za izvedbo prakse sta pa 2 meseca. Torej, je to zadnji možni datum, da se še prijavite, če želite začeti s prakso 1.8., kar je zadnji možni datum, da začnete s prakso. Ta razpis je bil tudi predstavljen na strani Mednarodne pisarne in lahko najdete predstavitev na YouTube kanalu Pedagoške fakultete. Torej, mogoče še par besed o finančni podpori. Vi, ko se boste prijavili in bo potrjena vaša prijava, to ne pomeni, da vi avtomatično dobite tudi štipendijo. Za finančno dotacijo je potrebno zaprositi. Izpolniti boste morali neko spletno prijavo in naložiti ustrezna dokazila. Kot sem že prej povedal, navodila, zato boste sprejeli strani UL enkrat konec pomladi pred poletjem. In še enkrat opozarjam, vi morate to oddati dovolj zgodaj, da se naredi cel proces, da vam univerza odobri finančno pomoč, pošlje pogodbo v podpis, vi podpišete, pošljete nazaj in univerza vam nakaže 80% sredstev vnaprej. In vse to se mora zgoditi, preden vi greste v tujino. Ker se je že dogajalo v preteklosti, da so to študenti malo naivno kar šli v tujino in potem mislijo, da bojo tekom semestra malo urejali za nazaj. To se ne da urejati za nazaj. To mora definitivno biti narejeno, preden odidete v tujino. Zdaj, tole so že cifre, ki jih imamo, vsote, ki veljajo za izmenjave 24-25. Sam razpis je bil objavljen že, mislim, da en teden nazaj, dober teden nazaj, in takrat še tole ni bilo jasno, tako da v razpisu, ki je objavljen na spletni strani, so podatki za leto 2023. Sicer piše, da še ni jasno za 24, no, medtem smo pa že dobili podatke za 24, tako da to so zdaj aktualni podatki. Vidite, da so države razdeljene v 3 skupine in tudi dobite različno višino štipendije. Možni so tudi različni dodatki. To vam toplo priporočam, da si natančno preberete na spletni strani sam razpis, ker je tam zelo natančno napisan, kdo je upravičen do česa. Z veseljem pa sporočam, da so letos uvedli neko novost, kar do zdaj sploh ni bilo v Erasmusu, in sicer, da bodo odslej dodali tudi neka sredstva za pot. In sicer tukaj vidite, videli boste, da nek link boste prijeli, ker tako imenovani Distance Calculator, kjer vtipkate ime kraja začetka vaše poti in kam se odpravite na izmenjavo in vam potem izračuna zračno pot, zračno razdaljo. In na osnovi podatka, ki ga boste dobili s tistim kalkulatorjem, boste lahko zaprosili tudi za dodatna sredstva za pot. Posebej vam moramo naložiti, da si seveda vsi želijo, da te krajše poti, recimo do 500 km, da izvedete tako imenovano zeleno pot, kar pomeni, da ne greste z avionom ali pa z avtom, da greste z nekim javnim prevozom. Praksa, ne omenim še praksa, ker je, kot sem rekel, razpis še vedno odprt. Praksa ima nekoliko višje štipendije, to vam ne znam pojasniti, zakaj točno, ampak, kot vidite, ima neke više vsote mesečne, pri čemer morate vedeti, da tudi pri praksi ni, mislim, če se študent dogovori z delodajalcem, da mu tudi oni nekaj plačajo, je to dovoljeno. Skratka, to se nič ne izključuje z Erasmus štipendijo. In prav tako so tudi tukaj možni določeni dodatki, kar je pa fajn, da si pogledate v samem razpisu. Samo eno vprašanje. Ja, kar izvolite. Prej, ko ste povedali to finančno pomoč za klasične izmenjave, to je bilo tudi na mesec mišljeno? Ja, absolutno. Tole, ne? Ja, to so na mesec. Še ena nazaj. Ja, okej. Na mesec, ja, dobro. Aha, tle piše na mesec, tam pa ni, ja, se opravičujem. Par stvari, na katere vas moramo opozoriti, ker Nacionalna agencija vedno prihaja s kritiko, da študenti poročajo na koncu, da to niso bili seznanjeni s tem. Še enkrat,
nujno je, da vi to oddate prijavo za finančno pomoč, predno odidete ven in ne urejate tega, ko ste enkrat že na izmenjavi. Erasmus finančna lokacija se ne izključuje z državno štipendijo, svojstvo štipendijo, skratka, karkoli dobivate še vedno tudi med tem, ko ste na izmenjavi. Erasmus finančna pomoč je namenjena samo pokrivanju stroškov, sofinanciranju stroškov, ki jih imate, ko ste v tujini. Število odobrenih financiranih mesecev na posameznega študenta bo odvisno od višine sredstev, ki jih ima Univerza v Ljubljani na voljo. Torej, z drugimi besedami, čeprav vam pripada do 12 mesecev izmenjave in ali prakse na stopnjo študija, je vprašanje, koliko mesecev izmenjave in ali prakse v enem študijskem letu je naša univerza vam pripravljena financirati. Tukaj pa lahko pride do omejitev. Torej, univerza bo šele enkrat pred poletjem izvedela, koliko sredstev bo prejela in takrat sprejmejo odločitev, ali recimo študentom dovoljujejo, da grejo v istem študijskem letu in na izmenjavo in na prakso. Mislim, seveda vam bojo dovolili, ampak ali so zmožni financirati oboje. Kakšno leto je to možno, kakšno leto to ni možno. Enako recimo z vprašanjem, dosti študentov gre na izmenjavo v prvem semestru in se odloči, da bi podaljšali izmenjavo v drugi semester. To v predpoletjem ali pa celo še, ko boste šli na izmenjavo jeseni, še ne bo jasno, ali univerza zmožna financirati podaljšanje. To nekako običajno obvestijo študente ravno v takem času, v začetku decembra, ko vidijo, ali je bilo veliko odpovedi, koliko sredstev ostaja, in tudi to je različno iz leta v leto. Kakšno leto, recimo letos, financirajo podaljšanja, letos tudi financirajo in prakso in izmenjavo v istem letu, ni pa to nujno, da bo to možno tudi drugo leto. To je odvisno od števila prijav in koliko sredstev dobi univerza. Naslednja točka, na katero se moramo opozoriti, je, da vse pravice, obveznosti in odgovornosti študentov pri dodelitvi finančne pomoči bodo konkretno opredeljene v sporazumu o nepovratnih sredstvih. Skratka, to je sporazum, ki ga vi podpišete z univerzo in tam bo precej natančno pisalo točno, kakšne so vaše obveznosti, kako morate poročati in kaj se zgodi, če tega ne naredite. In še enkrat upozorjam, da je Erasmus finančna pomoč namenjena kritju stroškov medtem, ko študirate v tujini, tako da to smo posebej opozarjali recimo v času pandemije, ko so kakšne univerze kar zapirale vrata in so šli na online program. Če se to slučajno zgodi in vi greste v Ljubljano oziroma nazaj v Slovenijo, potem načeloma za tistem času niste upravičeni do Erasmus štipendije. Če bi oni šli online, vse pa vi ostanete tam in tam z neke sobe v študentskem domu spremljate online predavanja v tujini, v tistem primeru pa ste upravičeni do štipendije. Kot sem omenil, na spletni strani se lahko preberete tudi zbirko, da rečem, vtisov študentov, ki pišejo izpolnijo evalvacijski vprašanji, ko pridejo nazaj iz izmenjave. In ta slajd dam zato gor, ker moram reči, da jaz tukaj delam že več kot 20 let. Enkrat, če nisem imel enega primera, pa ven jih pošljemo zdaj tam od 100 do 120 študentov, te številke rastejo. En primer še nisem imel, da bi kakšnemu študentu bilo žal, da se odpravi na izmenjavo. Mislim, so bile tudi zelo nesrečne situacije, ne vem, se je zlomil roko, oropali so ga, nekdo ga je zafrknil z najemnino, na univerzi ni bilo nič v angleščini, vse je bilo katastrofa, ampak na koncu, ko ga vprašamo zadnji komentar, je vedno najboljša odločitev v življenju, spet se bom prijavil, kam lahko še gre. Tako da res tako priporočamo. Več o teh vtisih pa si lahko preberete tudi na naši spletni strani. Torej, še enkrat, da povzamemo, vaša naloga zdaj je, da izberete ustrezno institucijo, pomagate si z podatki, ki jih najdete na naši spletni strani, svetujemo tudi pogovor z oddelčnim koordinatorjem. Jaz mislim, da bodo nekateri oddelki zagotovo organizirali tudi posebne predstavitve znotraj oddelka, tako da vsekakor priporočam, da se jih udeležite, tam bo še malo bolj specifično za vaše področje predstavljeno.
Rok za prijavo v bistvu je 26.1.2024. Ne pozabiti poslati prijavnico v PDF formatu tudi Erasmus koordinatorju, ker želimo, da so oddelki seznanjeni seveda z prijavami. Še posebej jaz tukaj priporočam, da se to začne pravočasno, ker so na določenih oddelkih smereh določene destinacije zelo popularne in potem imamo ogromen prijav in tam, če bo preveč prijav, bo seveda eno kriterijev za gledanje tudi, kdo se je pogovoril z oddelčnim koordinatorjem. Tako da, če se boste vi prijavljeni kakšno tako zelo popularno destinacijo in ne boste nič govorili z oddelčnim koordinatorjem, bo to bržkone pomenilo, da vas bomo dali na rep te lestvice. Potem, ko bo enkrat prijava potrjena, kot sem omenil, bomo organizirali posebno srečanje še, kjer vam bomo bolj natančno predstavili, kako, na kakšen način pripravite in katere dokumente morate pripraviti za prijave. In boste sproti dobivali navodila. Mi vam bomo organizirali posebno srečanje, potem se bo oglasila, kot sem rekel, centralna služba mednarodne pisarne na naši univerzi in vam dala navodila za prijavo za finančno pomoč. Obenem se vam bodo oglasili tudi mednarodna pisarna na tuji univerzi in vam poslali navodila, kako se prijaviti pri njih. Tako da samo spremljajte ta navodila. Mogoče svetujem, da si nekje v Outlooku ali kaj, ne vem, s čim gledate mail, odprete tudi poseben folder samo za Erasmus zadeve, ker včasih se zgodi, da recimo študent, ki gre na izmenjavo v drugem semestru, prejme ta navodila s strani univerze že maja, junija, in potem pozabi na to in potem je cela panika jeseni, kako niso dobili navodila in kličejo okrog, v resnici imajo pa že vse te mesece ta mail že, vendar se je nekje izgubil v njihovem inboxu, tako da mogoče na ta način zbirate maile, ki jih boste prejemali pač sproti za izmenjavo. Pisarna za raziskave in mednarodno sodelovanje se nahaja na dekanatu, soba 034, to je prav zraven dekanove pisarne. Tole je naš e-mail. Mi imamo sicer uradne ure, mislim, da ponedeljek, sreda, petek, vendar načeloma sprejemamo študente vedno, edino, če imamo kakšen poseben sestanek ali predstavitev, sicer pa lahko vedno potrkate na naša vrata, ko ste v hiši in rabite kakšno pomoč ali kakšen odgovor. Preferiramo sicer z e-mailom komunikacijo, ker vam potem nekako sled, kaj smo se pogovarjali, kaj smo vam dali, nekako imam izkušnje, da tudi, ko pridete osebno se pogovarjate, kakšni študenti slišijo, kar želijo slišati, in potem včasih pride do kakšnih nesporazumov, če imamo pa napisano, je pa to ponovadi bolj jasno. Lahko pa seveda pridete tudi osebno, kličete po telefonu. Tukaj so pa še kontakti oddelčnih koordinatorjev, nekako jih imamo določene za vsako smer. Mogoče je nekoliko zapleteno edino za dvopredmetne učitelje, ki zdaj spet odvisno od vezave, ampak to poskušamo sproti reševati. Če vam kaj ni jasno, vas seveda vabimo, da kar pokličete nas in bomo probali ponuditi odgovor. Tako, to je bila moja predstavitev, so mogoče kakšna vprašanja? Ne? Če ne, bi potem šel kar po vrsti, sledijo 3 predstavitve, mogoče celo 4, kar smo se pogovarjali. Mogoče bi samo pogledal, a so študenti tukaj, tisti, ki morate predstavljati? Ja, mi dve so tukaj. A ste videli prve na vrsti, sem vam dal v programu? Ja, mislim, da. Ok, potem pa kar izvolite. Samo da predstavitev. A sliši se naj v redu? Ja, vse je v redu. Torej, zdravo, sva Lara Paleja in bova danes predstavila najino Erasmus izkušnjo na Radboud University v Nijmegenu.
Zdaj Nijmegen je mesto na vzhodu Nizozemske, blizu meje z Nemčijo in je po velikosti za Nizozemsko precej majhno mesto, ima približno 150.000 prebivalcev. Zdaj, kar se tiče mesta samega, zanj velja, da je zelo študentsko mesto, tukaj je pač zelo veliko tako Erasmus študentov, kakor tudi internationals, torej nasploh študentov, ki so prišli sem študirati iz drugje. Zdaj, za študente je organiziran ogromno enih aktivnosti, tako da je veliko za delati, ampak o tem bova še malo kasneje več povedala. Drugače pač mesto kot mesto, tukaj lahko vidite na slikci, da ima zelo lepo staro mestno jedro, pa da je ob reki. To je zelo fajn tam do oktobra, dokler se še ne začne slabo vreme. Ob tej reki pač so plažice in smo imeli takrat tudi ogromno druženj, piknikov in tako naprej, tako da to je zelo luštkan. V Nijmegenu so pa tudi dve univerzi, ena je Han, ena je pa Radboud. In midve sva na Radboud University. Zdaj, to je precej znana, uveljavljena univerza. Naj že kar dodam, da je temu primerna tudi težavnost programa. Midve sva na Faculty of Social Sciences, ampak prav programa socialna pedagogika, kot ga imamo v Ljubljani, tukaj ni. Zato sva mogla za podpis learning agreementa. Se počem, predstavitev dajete naprej, ker ne gre naprej. Jep, sem dala naprej. Kaj pa to? Kaj mi vidimo oris, ne samo predstavitev, samo tisto vidimo znotraj in stoji. Mogoče še enkrat probajte. Ja. Ok, kaj zdaj vidite? Ja. Probajte naprej, nazaj, da vidim, če bo zdaj šlo. Ja, zdaj pa gre, po-moje. Ja, v redu. Ok. Da, na veliko. A če dava na cel zaslon, bo... No, dajte probati sam. A se Ne, vidimo samo oris, ne cel zaslon, tako da mislim, da je to problem. Ok, šameva tako. No, zdaj programa socialna pedagogika, tako kot ga imamo v Ljubljani, smo mogli za podpis learning agreementa pač skombinirati predmete iz različnih drugih programov. Recimo, vzeli smo predmete iz programa psihologija, antropologija, gender diversity pa pedagogika, ampak bova o teh predmetih, ki jih imava, bolj natančno povedala še kasneje. Kar je mogoče tukaj za izpostaviti, je tudi to, da je Radboud organizirana na princip kampusa, kar je zelo zanimivo, ko prideš iz Ljubljane, ker so pač vse fakultete na enem mestu, v enem takem velikem parku. Ogromno je pač prostora za učenje, ogromno je menz in to je vse na kupu, tudi športni center je na enem mestu in je zelo zanimivo, kot sem že rekla, ker prideš na kampus iz Ljubljane in dobiš tak filmski vibe študija. Ja, pa tale so hodila še omeniti, ta prva slikca je Social Sciences building, pol tale spodaj je fakulteta za pravo, tole pa pač takole noter izgleda, tako da tule se študenti ful pač učijo pa družijo, pa tako, taki fajn prostori so študijski. Ja, zelo moderno je vse. Okay. Pa če grejo naprej na housing, to je bila tudi en zelo velik razlog, zakaj sem se midva odločila za to mesto, je, ker je zelo dobro organiziran, pač fakulteta ti pomaga najti v glavnem študentsko sobo. Zdaj, tukaj na sliki so različni študentski domi, najin je tale zgoren rdeč. Je pa tako, no, cene se zelo variirajo. Lahko dobiš sobo že, ne vem, od 350 €, midva ima tam okoli 420, lahko pa tudi že vse do 700, odvisno koliko si želiš imeti, ne vem, v centru ali pa moderno ali pa vse. Najin dom je sicer malo bolj daleč stran v primerjavi z ostalimi, ampak vseeno je to tako 10-15 minut s kolesom, tako da vseeno je vse zelo blizu, tako na dosegu roke. Pa mogoče en plus, ki bi ga tukaj izpostavila, je tudi to, da ko ti fakulteta pomaga poiskati študentsko sobo, v bistvu dobiš link prek maila, prek katerega si lahko sam izbereš točno sobo. Torej, niti soba dodeljena, pač da greš kar nekam, ki ti oni določijo, ampak si res lahko izbereš točno stavbo,
točen študentski dom in tudi točno sobo, točno velikost sobe in si sam zbereš, koliko si dejansko pač pripravljen plačevati na mesec, kar je bil za naju ful velik plus. Ja, pa tudi vse sobe so kle več ali manj, skoraj vse sobe imaš v bistvu svojo sobo, kar je zelo velik plus, bi jaz rekla, pa lahko si tudi zbereš. Ne vem, mi dve recimo si deliva apartma še z 2 osebama, eni si pa delijo še s 14, 15, tako recimo bolj kot v Rožni, če primerjamo, tako da pač si res lahko zbereš. Pa hodila sva še malo napisati stroške za predstavo, nisva točno vedela, kva vključiti, v glavnem plačujeva približno 220 evrov na mesec pač za kolo, pa ostalo pa pač se nama tudi zdi, ne vem, za šport dosti ugodno, tisti športni center, pač za 25 evrov na mesec lahko delaš karkoli, ne vem, lahko greš na tenis, v fitness, ne vem, laufat, imaš različne programe, res tako je prav aplikacija, pa si zbereš, pa pač hodiš, ne vem, na različne športe. Pa, ja, to je to, ne vem, se hodila še kaj dodati. Ja, pol za vlak je tukaj sva napisala še pač 35 evrov na mesec, v tej ceni je vključen, da pač čez vikend lahko potuješ za ston, čez teden imaš pa 40% popusta, ker drugače v resnici so vlaki, če nimaš karte, dosti dragi. Ja. Zelo dragi. Pa mogoče za housing bi povedala še to, pa sem že prej omenila, če bi se še kdo odločil iti tako skupaj, kot smo se odločili iti midve, pač čist mogoče je, da pač si lahko zbereš, da si skupaj v apartmaju. Torej, če bi midve hotele, bi komot bile skupaj v enem apartmaju, sam smo se pač odločili, da ne bova, tako da sva zdaj 2 štuka razlike, pa sva vsaka zase, tako da sva še malo več ljudi spoznala. No. Pa če nadaljujeva, hodila sem malo povedati v programu klele, najna izmenjava si začela z začetkom septembra, se kle začne semester, tako da je malo prej kot v Ljubljani, pa traja do konca januarja. V bistvu pa ostali so študenti, nekateri so prišli že 2 tedna prej, ki je Orientation Week, to je en teden, ki Radboud univerza organizira različne aktivnosti, pa spoznavne, ne vem, dneve, to, da spoznaš različne študente, pa ne vem, spoznaš mesto, pa to, mi da se tega niso udeležile, ampak drugače bi pa tudi priporočala, glede na izkušnje ostalih, da če se boste odločili, da pridete že za Orientation Week. Pa tako, no, mi dve imava 6 predmetov, je pa zelo različen glede izpitov. Klele so malo naštele, kakšen princip izpitov lahko pričakujete, ker je zelo drugače kot v Ljubljani. V bistvu, ne vem, en izpit je samo tako zaokroževati, en take home exam pomeni, da ne vem, dobiš izpit, pa imaš 3 dni časa, pa ga potem oddaš, se pravi, da ga lahko sam rešiš doma na računalniku. Potem open book, da imaš lahko s sabo vse stvari, pa potem rešuješ izpit z izpiski. Kar bi poudarila je tako, da je veliko samostojnega dela, klele sem naredila za primer 9-urnik, ne vem, enega tedna. V bistvu vsak predmet je samo en predavanje na teden oziroma maksimalno 2. Tako da vse ostalo, ki je klele prej, je v bistvu se pričakuje od študenta, da sam dela na različnih assignmentih ali pa paperjih ali pa ne vem, karkoli, v glavnem, veliko več je samostojnega dela, pa veliko manj predavanj, pa vaj, pa seminarjev, ampak nekateri so pa tudi obvezni. No. Nekateri so pa recorded, torej pač, da posnamejo predavanje, ti, če nimaš časa, ne prideš, pa se lahko potem zvečer, pa ne vem, čez en teden pogledaš doma na računalniku celo predavanje, pa napiši. Da to je zelo fajn. Pa klele so še za primer dale, kjere predmete mi dve obiskujeve. V bistvu so imeli kar nekaj težav na začetku, ker ni veliko študentov bilo prej na tej univerzi. Dosti jih je šlo do zdaj na hand, tako da si nisem mogla pomagati s izkušnjami prejšnjih študentov, ampak ja, tu so zdaj predmeti, ki so jih izbrale. Pa velikih je 2 sta celo, ali 3 so celo na magistrski stopnji, ampak se nama ne zdi to problem, no, pač. Pa kar sem še hotela omeniti, je, da je semester razdeljen v bistvu na 2 dela, tako da eni predmeti so čez cel semester, eni predmeti so pa samo v bistvu del semestra, torej da imaš, ne vem, september, oktober en predmet, potem imaš pa lahko že konec oktobra, ki je eno kratko izpitno obdobje že izpit za ta predmet, pa zaključiš.
oziroma 3 od teh predmetov so midve začele šele novembra, tako da imajo zdaj malo bolj zgoščeno, ne vem, november, december, potem pa januar izpit. Še hodila povedati, ne? Ok. Aktivnosti, kot smo že rekli, je vse skupaj zelo dobro organiziran. Zdaj v sklopu ESN organizacije so organizirani različni ESN dogodki, recimo book club, filmski večeri, potem tudi tale meet and eat. To je zelo fajna zadeva, to je v bistvu, da vsak teden, vsako sredo je v bistvu en dogodek, kjer študenti iz določene države pač kuhajo za ostale študente in pač se da nek minimalen prispevek, tako ne vem, recimo jaz sem bila na Thanksgiving night, ko so organizirali ameriški študenti in je bilo 3 evre, pa dobiš pač dejansko 3 hodni meni, pa še pač predstavitev te države, pa pač nasploh njihove kulture. Pol, ok, kolesarjenje, to je itak klasika na Nizozemskem, mogoče na neki točki že malo preveč, ker pač se kolesar v dežju, v soncu, nima veze, kako je vreme, ampak pač se tega navadiš, pa je v bistvu tudi zelo bolj praktično, kakor pa recimo avtobus, dejansko imajo bolj organizirane kolesarske steze, kakor pa avtobusne povezave, tako da kolesarimo. Potem šport, tukaj želejo imela ta sports center, v bistvu za zelo mehno ceno, za zelo nizko ceno dobiš ogromno, pač to je bil kar šok, ko smo prišli recimo iz Ljubljane, ko tega res ni. Sem, kjer v bistvu za 25 evrov na mesec lahko dobiš dejansko trenerja za kjerkoli šport, ko si ga lahko zamisliš. Lahko pa tudi pač se odločiš, da boš individualno obiskoval različne aktivnosti. Pa so razna druženja organizirana, pa v bistvu življenje v študentskem domu pripomore k tem, da spoznaš ogromno enih ljudi. Tudi spadi na slikci smo mi, ki smo pač s prijatelji iz različnih držav šli skupaj v Belgijo, tako da pač vikendi so večinoma pač posvečeni temu, da hodimo na razne izletke. Ja, pa tudi ta ESN organizacija v bistvu organizira tudi različne izlete, ne vem, zdaj so šli na te Christmas markets, pa ne vem, ko so šli na Oktoberfest, pa v Prago, pa take stvari, no, tako da. Pa tudi tako pač za žurke, pač če mogoče koga to zanima, če mogoče komu to pomembno, kot smo že rekli, da je dosti študentsko mesto, pač vsak teden ESN organizira pač žurko za Erasmus študente, tako da priložnosti tudi za zabavo tukaj ne zmanjka. Ja, ok, na koncu so sam še hotele v bistvu malo strniti na ene pluse pa minuse, zakaj bi se odločile še enkrat ali pa ne za izmenjavo na Nizozemskem. Kakor sva že omenila, housing, to je zelo velika prednost se nama zdela, ker v kakšnih drugih mestih so tudi že slišali študenti, ki so imeli veliko problemov najdeti študentsko sobo, pa za veliko višjo ceno. Potem študentsko življenje je definitivno plus tukaj. Meni se zdi, da so rekli, da je okoli 500 Erasmus študentov na tej univerzi, pa pač 2000 international študentov, tako da res je kar organizirano študentsko življenje. Potem predmeti, ne glede na to, da so rekli, da je mogoče bilo malo zakompliciran cel proces, pa vse bi jaz pač poudarila, da sem zelo zadovoljna, da so mi zelo zanimivi predmeti. Zdaj bomo videli, kako bo šlo med izpitnim, ampak zaenkrat se mi zdi, da bom dosti odnesla od teh predmetov tukaj, pa pač kampus kot celota. Ja, mogoče še to, da pač, ko smo se mi dve lani odločile za Erasmus izmenjavo, sva poslušale veliko drugih predstavitev in so pač bile nekatere fakultete, ko so čisto drugačne od najne, recimo najna je zelo teoretično usmerjena, recimo slišala sva, da pri nekaterih, recimo Han, se mi zdi, da imajo predmete kot so ples, gledališče, gledališka igra in pač take stvari. Pri nama tega ni, mi dva imamo zelo teoretične predmete, ampak bi rada poudarila mogoče to, da pač to ni samo neka nesmiselna teorija, ampak jo znajo zelo dobro aplicirati tudi na prakso, tako da sva se dejansko zelo veliko naučile tudi v smislu, recimo, da so predavanja sestavljena na način, da je vedno pač
neka teorija, pol je pa tudi case study, kar je se nam zdi zelo dober in mogoče bi lahko rekla, da nam v Ljubljani je mogoče tega malo manjkalo. Tako da ne glede na to, da je pač teorija, je na dober način predstavljena, pa pač jo znajo aplicirati na prakso, tako da si znaš pač osmisliti, kaj sploh delaš. Ja, pa tudi za v bistvu tak princip, da preden imaš ti predavanje, moraš predelati nek osnov sam, tako da v bistvu ti že poslušaš na predavanju to, kar si se že sam učil, kar je tudi zelo uporabno, tako da v bistvu res zahteva sprotno delo, ni tako, da bi te pol na koncu se januarja zasul, ker pač zahtevajo, da sprot oddajaš neke assignmente in take stvari. Pač ne se pa ustrašiti zdaj tega, ko govorimo, da je veliko sprotnega dela, ker pač še vseeno je lih toliko sprotnega dela, da se da skombinirati, da greš vsak vikend na izlet, da greš vsak teden na žurko, pa da pač se družiš z ljudmi, ki si jih tukaj spoznal. Tako da je še vseeno en tak balans študentskega življenja pa pač učenja. Ni tako, da zdaj mi da tukaj sva še 4 mesece, pa pač vsak dan v knjižnici delava, ne. Pač se da. Pa za minus je vreme, zdaj zadnje 2 meseca, koliko je bilo sonca, več. Malo, drugače september pa oktober sta bila še kar lepa meseca, no. Ja. Zdaj pa, ja. Tako da smo tudi lahko izkoristili, da smo šli plavati na nizozemske otočke, kar je zelo redko po mojem na Nizozemskem. Sva doživela tukaj najbolj sončen mesec, pa najbolj deževen mesec v zadnjih ne vem koliko letih. Ja. Tako da ja, to je po mojem. To je to z najne strani, zdaj pa če ima kdo še kakšno vprašanja, pa rade govorijo. Pa če se mogoče kakšno kakšno vprašanje še lahko tudi na kontaktirajo. Ja. Najlepša hvala, mislim, da ste res v redu pripravljeni. Naj vas potolažim, tudi mi nimamo sonca, tako da ne zamujate nič posebej. Ima mogoče kdo kakšno vprašanje? Tukaj bi rad mogoče samo pozdravil, res, vse sta kolegica tudi povedala v začetku, mi imamo 2 pogodbi v Nimegnu in dostikrat vidim, da študenti se tega niti ne zavedajo, ali pa želijo se prijaviti na eno, pa v bistvu dajo prijavo na drugo univerzo. Sta pa precej različni, ne. Tako kot so povedali, Radboud je univerza, medtem ko je Han bolj izhaja iz tradicije Polytechnic College in je bolj praktično naravnan, tako da je precej razlika tudi po tem vsebini predmetov in način dela. Ne bi pa rekel, da je ena precej boljša kot druga. Mislim, so plusi in minusi obeh pristopov. Tako da, ampak samo to, da ste pozorni, sta tam pravzaprav 2 pogodbi in da morate biti previdni, ko se prijavljate, na kaj točno se vi prijavljate, da potem ustrezno označite v visu. So kakšne dodatna vprašanja mogoče? Če ne bi se zahvalil in bi šli lahko po programu kar naprej. Mislim, da imamo zdaj Finsko, Lea, če je z nami. Je očitno ni. Ne, Lea je zdaj bila, pardon. Kdo je zdaj? Imamo Ulu, Patricija, je mogoče z nami. Amalija in Patricija. Očitno jo ni. Tako da bi potem šel kar naprej z Julijo. Julija, ste vi mogoče že pripravljeni? Ja, pozdravljeni. Sem pripravljena, ja. Kar izvolite. Samo par sekund bi prosila, da delim z vami. Takole. Moje ime je Julija in sem magistrska študentka razrednega pouka, torej programa poučevanja na razredni stopnji za angleščino in trenutno zaključujem svoj študij na Finskem. Najlepša hvala torej za prvo predstavitev. Moj študij je v bistvu moj drugi študij v tujini, torej lansko leto, leta 2022, v 3. letniku prve stopnje sem opravila izmenjavo na Portugalskem, torej Porto, Škola Superior de Educação. Trenutno pa zaključujem torej zimski semester magistrskega leta na Finskem, natančneje v Helsinkih. Veliko ljudi me sprašuje, ker se pogovarjamo, torej kako bi ocenila, katera izmenjava ti je bila boljša, Porto ali Helsinki, in ne da je to diplomatski odgovor, ampak
res, mislim, so to tako dve edinstvene izkušnje, da v bistvu jih ne moreš primerjati. Ampak o tem mogoče še sproti kakšno besedo. Se bom pa danes v moji predstavitvi fokusirala bolj na Finsko, torej na študij v Helsinkih, glede na to, da je to bolj sveža izkušnja in se je dogajala ravno zadnjih 4 mesecev in se še zmeraj trenutno dogaja. V soboto letim nazaj domov, v domovino, tako da predlagam, da kar začnemo. Torej, rada bi vam predstavila študij v najsrečnejši državi na svetu, že 6. leta zapored. Program za danes pa bo sledeč, torej najprej bi nekaj besed namenila študijskemu programu, potem nastanitvi, hrani in javnemu prevozu, kulturnemu življenju, socialnemu življenju in mednarodni skupnosti in čisto za konec nekaj besed o izzivih in o rasti. Torej, hej, vela heran, ja, tervetuloa esitukseni. Torej, še enkrat dobrodošli na Finsko. Torej, za začetek nekaj besed, torej glavna stvar študijski program. Zimski semester se začne 29. avgusta, relativno zgodaj, glede na to, da pri nas se začne oktobra in traja do 22. decembra. Torej, kmalu se zaključuje, neuradno sem že zaključila z vsemi obveznosti, 22. pa potem je uradno konec in v četrtek grem torej po podpis, da je vse zaključeno. Je pa ta semester torej razdeljen v 2 periodi. V prvem periodu v prvi polovici semestra in druga perioda sledi potem po prvi periodi. In na začetku je pa Orientational Week, kjer ti predstavijo torej, celoten program, imaš določene tutorje tudi iz različnih držav, ki so starejši od tvoje generacije in ti predstavijo vse, s čimer moraš biti seznanjen. Bi mogoče omenila na tem mestu, da je bil za vse nas ta Orientational Week kar stresen, ker je bilo ogromno birokracije, ogromno papirologije, potem si še seznanjen, da ne smeš več kot 3 mesece živeti na Finskem in da če živiš več kot 3 mesece si begunec in moraš potem urejati neke papirje. Velja pa to, da če vmes potuješ, če zapustiš državo, da potem lahko več kot 3 mesece živiš na Finskem. Tako da prvi teden je bil kar pester in smo se vsi veselili, da se začne končno že ta semester in predavanja in da začnemo z faksom in potem z drugim tednom je bilo potem vse lažje. Drugače pa, kar se tiče predmetov, obiskovala sem naslednjih 6 predmetov, torej psihologija, Introduction to Educational Psychology, Finnish School and Subject Education, Uncover Finnish Education, Studija pedagogika, Support for Learning and Wellbeing in Finnish Course for Exchange Students. In vsak predmet je bil vreden 5 kreditnih točk, torej skupaj, če bo vse normalno, mislim, rezultate dobimo, nekaj rezultatov sem že dobila, nekatere ne. Imajo čas 1 mesec, torej do januarja bi načeloma moglo biti to vse zaključeno in bi potem dobila torej 30 kreditnih točk. Kot ste pa verjetno seznanjeni, minimum je 20, tako da potem ste pa neomejeni. Važno je, da dobite tistih 20 kreditnih točk, lahko točno 20, lahko kakšno več, manj sigurno ne. In to boste seveda urejali potem, ko boste urejali Learning Agreement. Kar se tiče ocenjevanja in študijskega pristopa, torej predmeti so večinoma ocenjeni z eseji, torej po vseh obveznostih, ki jih opravljaš pri predmetu, moraš zapisati esej, torej reflektiranje svojega znanja, kaj si vse odnesel od tega predmeta. Tudi MOOC, to je nekakšen self-learning material, in torej sam rešuješ stvari, si prebereš in potem pišeš eseje ali so vprašanja, raznorazna vprašanja in potem na ta način si ocenjen ali pa je to zgolj del ocene. Learning diaries, torej nekakšne dnevniki učenja in pa tudi izpiti. Tako nadaljavo izpiti, eden je bil nadaljavo, drugače pa v živo, torej papir in svinčnik. In tudi nekaj skupinskih del ali del v paru. Je pa tako, da so nekateri predmeti se izvajajo zgolj v eni periodi, nekateri v drugi periodi, nekateri so pa čez cel semester, torej v obeh periodah. Konkretno Studija pedagogika zame in ta tečaj finščine je potekal 2 periodi, torej cel semester sem obiskovala ta 2 predmeta, vsi ostali pa so bili torej zgolj v prvi ali pa zgolj v drugi. Na tem mestu bi mogoče še še omenila praktične izkušnje. To žal ni bilo v mojem programu in sem najprej pisala mail torej na fakulteto v Helsinkih in so mi odgovorili, da oni nimajo to nič na čez in sem dobila zgolj 2 kontakta šole, 2 različnih šol, na katere sem pisala maila in žal od ene šole še zmeraj nisem dobila odgovora.
druga mi pa odgovorila, da so polni torej s praktikanti, z študenti, ki bi lahko opravljali pri njih prakso. Potem sem pisala še eni drugi šoli, sem dobila odgovor, da se žal ne da, ker neka bolezen razsaja v tem trenutku in da ni priporočljivo, da bi imeli dodatne obiske. Potem pa še vedno nisem obupala, ker sem si res želela imeti to izkušnjo, torej poučevati na Finskem, ki je seveda znana po najboljšem izobraževalnem sistemu, oziroma to je bilo pred leti, zdaj njihovi PISA rezultati nekoliko opadajo, ampak se bomo to fokusirali kdaj drugič, oziroma kakorkoli. Lahko si tudi sami pogledate te stvari, so zelo zanimive stvari. Skratka, potem pa še vedno nisem obupala in sem pisala dobesedno 30 različnih mailov na različne šole in sem dobila različne odgovore, tudi različne neodgovore in na koncu sem končno dobila šolo, na kateri sem potem opravila torej mesec in pol pedagoške prakse, predtem en teden zgolj opazovalne prakse in potem sem na tej šoli učila. Imela sem tudi srečo, da to ni bila šola, kjer poučevanje poteka v finskem jeziku, ampak je bila torej, del šole je bil finski, del pa je bil dvojezični in je pouk potekal v angleščini, kar je bilo seveda idealno za mene in sem lahko potem tudi poučevala v prvem razredu. Bila je zelo, zelo, mislim, zanimiva izkušnja in zelo priporočam in od tega odneseš seveda največ. Pa tudi od predmetov, skratka, nimam nič za povedati čez predmete, zelo zanimive stvari, tako da kakorkoli se boste odločili, mislim, ko boste urejali svoje predmete, predlagam seveda, da izberete nekaj, morate izbrati nekaj, kar se prikriva z vašimi predmeti doma, ampak tudi nekaj, kar vas zanima, ker ti predmeti, ki sem jih obiskovala, so mi ogromno dali, tako da zelo v redu izkušnja. V nadaljevanju nekaj besed o nastanitvi, hrani in javnemu prevozu. Torej obstaja, kot ste verjetno že seznanjeni, kar nekaj spletnih strani, preko katerih lahko iščete nastanitev. Torej HOAS, Unihome, Uniplaces, Housing Anywhere. Jaz sem izbrala HOAS, ker študentka, ki je študirala na Finskem, je prav tako dobila nastanitev prek HOAS združbe. In je pa tako s tem, da marca približno, mislim, da 1. marca se odprejo prijave in čim prej moraš seveda to prijavo izpolniti in potem, ko je vse izpolnjeno, pa potem šele približno junija dobiš odgovor, da si dobil ali pa mogoče nisi dobil nastanitve. Je pa tukaj zelo pomembno, da pravočasno daš prijavo, to bi res poudarila, ker večinoma, ko se pogovarjam z ljudmi, torej s svojimi kolegi, enako Erasmus študenti, so dobili nastanitev, ki so jo iskali, ampak lih kakšna, ene par pa ne, pa so mogli potem iskati druge nastanitev. Torej, to je zelo pomembno, da pravočasno oziroma čim prej oddaš to prijavo, da je potem ta zadeva urejena in potem samo počakaš in ni več od tebe nič več odvisno, ali boš dobil ali ne. Skratka, potem pa, kar se tiče hrane. Obstajajo na Finskem, kar se tiče nastanitve, je zelo dobro poskrbljeno na Finskem in tudi kar se tiče hrane. Torej obstajajo menze imenovane Unicafes, kjer je obrok 2,85 €. Na levi strani sta dve fotografiji, kako približno ta obrok izgleda. Lahko si naložiš toliko hrane, kakor želiš. Tudi ni nobene omejitve, kakor pri nas doma, da bi moralo biti 4 ure vmes med obroki. Skratka, lahko ješ tolikokrat, kot želiš, to ni omejeno. Seveda, glede na to, da je pa eden izmed ciljev Erasmus izmenjave tudi prilagajanje na samostojnost ali pa tako, bi pa seveda predlagala oziroma verjamem, da boste si kuhali tudi sami, tako da to je edinstvena priložnost, da imaš gospodinjstvo za sebe. Skratka, super je. V redu, potem pa kar se tiče javnega prevoza, z študentskim popustom, torej to urejaš enako v orientational tednu, orientational weeku, in karta za 90 dni, torej 3 mesece, stane 127 za A in B cono. Če si pogledamo tukaj na desni strani spodaj, je na mapi označeno, torej kaj je A in B cona, torej sam center in nekaj otočkov zraven in potem še B cona. Kar se pa tiče potovanja v različne cone, naprimer letališče je v C coni in tudi tak čudovit nacionalni park Nuksio je tudi v C coni. Kar se tiče tega, pa samo na to kartico, ki izgleda takole. Samo na to kartico naložiš dodaten denar in potem lahko potuješ v cono, kot je C ali pa D. V redu, to je vse, kar se tiče teh 3 stvareh.
pa mogoče bi še to rekla, da kar se tiče javnega prevoza, v javni prevoz so vključeni, torej tramvaji, avtobusi, ladje, na katere otoke so Melina levo pod vsemi javnimi prevozi, je sličica UNESCO zaščiteno, skratka zelo lepa zadeva, in tudi podzemna železnica. Torej vse te stvari, kar se tiče ladij, ne na vse otoke, na nekatere. Vse te stvari so vključene v to modro karto HSL, torej HSL karta. Tako. Potem pa, kar se tiče kulturnega življenja. Znano je in ogromno stereotipov se širi po družabnih omrežjih in tako in drugače, da so Finci zelo introvertirani, da so zelo sramežljivi, zaprti vase, jezni, nočejo govoriti z drugimi ljudmi in ne marajo teh majhnih, torej small talkov, majhnih pogovorov in tako naprej. Ampak in tudi šalijo se na ta način. Na fakulteti smo imeli profesorje, ki so na začetku, torej ko so se predstavili, so tudi par teh stereotipov o Fincev rade volje širili z nami, ampak bi rada povedala, da kot mogoče, mogoče večina ali pa nekateri stereotipi ne držijo, ta je tudi eden izmed njih, in moram reči, glede na to, da sem zdaj že tukaj skoraj 4 mesece, so čudovit narod. Zelo, mislim, kadar potrebuješ pomoč ali pa kakorkoli, res ti pomagajo, tudi če imajo resen obraz. Res je, da so malo bolj zadržani, to je sigurno, če primerjamo, glede na to, da sem živela tudi 4 mesece na Portugalskem, če primerjamo portugalski narod z torej finskim, bi lahko dali v vrsto, se pravi, Fince najbolj zadržane, pol smo mi, in potem pa najbolj, mislim, Španci in Portugalci pa stereotipično, seveda, so bolj odprt narod in ekstrovertirani in tako naprej. Skratka, rekla bi to, da so zelo v redu ljudje, kar sem imela jaz izkušnje, seveda nisem imela zaenkrat nobene slabe, in kadarkoli kaj potrebuješ, so ti pripravljeni pomagati. Tako da karkoli pride na ulici, vse sortno, je pa res, ja, da so tiše in tudi ni priporočljivo, da govoriš po telefonu na avtobusu, tako da to so nas opozorili, da mora biti bolj tišina na avtobusu, kot pa da se govori in govori in govori. Zdaj me zanima, a imam jaz mogoče samo še 5 minut? Da, lahko, ja. Aha, v redu. Skratka, tukaj na sredini lahko vidimo ISN, organizacija je priporočljiva stvar, ki vam priporočam, da jo vključite v vaš to-do list, in organizirajo ogromno dogodkov in kakorkoli, KIDEP, tudi priporočljiva stvar, in skratka te aplikacije, ki so zelo priporočljive. V redu, do 20, da ne bom slučajno preveč. Kar se tiče socialnega življenja in mednarodne skupnosti, to je nekaj najboljšega. To je res ne samo to, da ti spoznaš ljudi iz celega sveta in da imaš možnost z njimi govoriti in da imaš možnost z njimi torej izmenjevati mnenja in vidiš drugačen pogled na svet. Torej, ti si prepričan, da vse, kar ti misliš, vse, kar so nas učili doma v Sloveniji, je 100% sveto, in potem vidiš pa nekoga, ki drugače razmišlja in sprejmeš njegovo mnenje, in to je, mislim, to je res zelo vredno, tudi razbijaš stereotipe na lažji način, drugače pa poleg vsega tega, poleg vseh teh stvari, bi omenila seveda izlete, obiskovali smo različne države in različna mesta na Finskem in bilo je res čudovito. In vsi ljudje, ki jih poznaš, verjamem pa, da je mogoče, jaz sem bila sama tukaj, mogoče se razlikuje izkušnja, če greš ti v paru ali pa v trojici, ali pa tudi ne vem. Skratka, verjamem, da tisti, ki greste v paru, da se tudi probate čim več družiti z drugimi, če si pa ti sam, si pa v bistvu primoran se družiti z drugimi, nimaš nikogar, s katerim bi lahko govoril slovensko, edino seveda tvoja družina po telefonu, in si primoran navezovati neke stike, ampak verjamem, da tudi tisti, ki greste v večjih, še zmeraj spoznavate in tako finske, in tako torej lokalne ljudi in Erasmus ljudi. V redu, in še zadnje 3 minutke posvetimo torej izzivom, morebitnim izzivom in osebni rasti. Tudi ena zelo pomembna zadeva, kar se tiče izzivov. Če je to vaša prva Erasmus izmenjava, verjamem, da se lahko kar nekaj izzivov nastane, kot je na primer zgolj samostojnost ali pa zgolj tako, da moraš živeti sam in da moraš v bistvu vse opravljati sam, če si bil mogoče prej navajen z družino in da ti vse oni pomagajo.
To je sigurno bi lahko bil izziv morebiten, če greste prvič, ali pa tudi ne, seveda, ni nujno. Zame pa je bil največji izziv učenje finščine. To je bilo grozno. Ne, od začetka je bilo zelo čudovito, ker te zanima, ker veš, da je eden izmed najtežjih jezikov, peti, oziroma nekateri veri navajajo, da je peti najtežji, nekateri veri rečejo, da se tega seveda ne more določiti, da je preveč subjektivno. Skratka, jezik je bil sigurno eden večjih izzivov zame. Od začetka je super, se učiš mesece v letu, se učiš tedne, se znaš predstaviti, vse je tako krasno. Potem pa, ko greš globlje v jezik, ko greš v slovnične strukture, partitiv in te zaključki, torej besed, ko govoriš grem iz tja, v tja, grozno. Ampak se da. Tako da prejšnjo sredo sem imela izpit finščine in upam, da bo. In to je to. Skratka, to je bil za mene kar velik izziv. In kar se pa tiče osebne rasti, verjamem, da ste o tem že ogromno slišali in verjamem, da je zelo težko razumeti, če tega še ne izkusiš, ker lahko ti en govori, wow, res je dobro, osebno zrasteš, ampak če ti nisi še nikoli tega doživel, ne veš, kaj je to osebno zrast. In tudi smo se pogovarjali torej z sošolci, da toliko kot zrasteš osebno, vem, da mogoče vam to zdaj nič ne pomeni osebna rast, joj. Toliko kot zrasteš osebno, se bom še zmeraj tako izrazila, v 4 mesecih lahko doma, pa z našim sistemom ni nič narobe, naš sistem je čudovit, pa lahko doma zrasteš v, ne vem, v 1 letu, 2, 3, 5 ali pa nikoli. Tako da to je res ena taka stvar, ki je zelo pomembna, no. In čisto za konec, ker vidim, da imam samo še 1 minuto, bi pa res rada poudarila to, da je pomembno, zelo pomembno, da imaš najprej rad svojo državo, torej svojo domovino Slovenijo, ker je zelo grdo slišati, ko se pogovarjam z ljudmi, pa se jaz potem namenoma odmaknem od takih ljudi, nimam v svoji družbi več takih ljudi, ki govorijo slabo čez svojo državo. To je nekaj najslabšega. Tako da imate kar izziv, ko boste prišli v tujino, v bistvu predstavljate Slovenijo. In na tak način, kot boste vi predstavili sebe, Slovenijo, kakorkoli, bojo ljudje mislili, aha, to je stereotipična oseba, taka oseba je približno povprečen Slovenec. Tako da res bi vas prosila, torej najprej imejte radi svojo državo, našo čudovito Slovenijo, da imate potem lahko radi tudi drugo državo, v kateri boste izvajali svoj Erasmus program. Tako da želim vam vse dobro in srečno pri izbiri in samo vse najboljše. Odlično, najlepša hvala za super predstavitev. Bi lahko mogoče jaz sem vprašal eno vprašanje, mogoče sem primerjava s športom, kako težko je bilo sestaviti learning agreement v Portu v primerjavi s Helsinki? Nekako imam občutek, da moje izkušnje kaže, da v Portu zna biti to kar komplicirano, ker nekaj potrdijo, pa potem si premislijo, pa da to kar traja. A je v Helsinki to malo bolj nekoliko lažje narediti ali je bilo enako kaotično? Ja, mislim, da oba vemo, da je bilo kar kaotično, kar se tiče Porta, ampak to je bil EPTE program, torej, kako se EPTE je za European Primary Teacher Education. European Primary Education. Primary Teacher Education, ja. Skratka, takrat so bili predmeti že nekako določeni, ampak je bilo še vedno, tudi če je bilo to se že izvajalo že čez leta, je bilo še vedno ogromno torej usklajevanja in dodatni izpiti in dodatni majhni izpiti za družboslovje, se spomnim. Ja, super, da delate več, kot delamo mi v Ljubljani, super, da se učite ful neke boljše in drugačne stvari, ampak kartografije pa ne obravnavate za to izpit. Ampak ja, kar se tiče pa Helsinkov, pa bi rekla, da ko sem jaz te predmete izbrala, malo je bilo še manjših popravkov, ker nisem najprej vedela, da bom naredila za 30 kreditnih točk, sem mislila, da bo za manj. Pa še to je bila fora. Se opravičujem, ni najbolj slovnična beseda. Še tako je bilo, sem se malo preveč sprostila. Še tako je bilo, da nekatere predmete sem bila zavrnjena, zato ker en predmet, se spomnim, Finish Early Childhood Education, zato ker sprejmejo samo tiste, ki so fokusirani bolj na predšolsko vzgojo. In to je bila edina stvar. Pač pa predmeti se je normalno potem vse dobilo in predmeti so se izvajali, tako da
manj komplikacij kot na Portugalskem. Ampak ne govorim, da je na Portugalskem, torej tisti, ki se odločite za Portugalsko, še vedno čudovito in ko se enkrat predmete izbere, je vse v redu. Tako, to bi tudi moj poudarek bil, skratka, nočemo zdaj delati, ne vem, slabo reklamo za določene ljudi, povedal bi, da pač tisti, ki ste bolj želite urejenost, pa tako morate pričakovati, ko greste v Španijo ali pa Portugalsko, da je tam malo več improvizacije, pa da pač morate go with the flow, malo sproti urejati zadeve. Včasih lahko to rata malo komplicirano, ker sicer bomo to kasneje še govorili, ko bomo predstavili postopke priprave dogovora o priznavanju. Ne, zaplete se, če vi tukaj sestavite študijski načrt, vse s priznavanjem, vse imate jasno, greste v tujino, potem vam pa mogoče tam po 14 dneh rečejo, da zdaj se pa pol teh predmetov ne bo izvajalo, morate zbrati nekaj drugega in to lahko rata zelo nerodna situacija, ker tistem trenutku vam pa pade tudi dogovor o priznavanju na naši fakulteti, ne, tako da čisto teoretično se lahko zgodi, da sploh ne morete zbrati, da gotite, ne morete zbrati ustreznih predmetov in ne moramo izvesti ustreznega priznavanja in bi vam tam pol mogla reči, v bistvu, da pridete nazaj domov. Lahko se pa zgodi, da v tistem času ima študent že določene stroške, avionsko karto plačal, najemnino za pol leta, tako da potem poskušamo reševati, kolikor se da tako situacijo, da le pridemo nekako do tistega minimuma števila kreditov, ki si jih mora priznati. Tako da to se predvsem v kakšnih portugalskih, španskih univerzah zna zgoditi včasih, bolj na sever, ko gremo, je pa bolj, se mi zdi, da je pa bolj stabilna ta ponudba in vsak let enaka. Tako da najlepša hvala, Julija, za to izvrstno predstavitev. Ima mogoče še kdo kakšno vprašanje? Dobro, potem bi se povsem zahvalil. Jaz sem sicer bil še dogovorjen še z eno študentko, ampak vidim, da ni uspela priti, ker rekla, da ima predavanja. Sicer imamo pa na desetine in desetine teh predstavitev že na naši spletni strani in YouTube kanalu. Vsako leto smo delali celo po 2 predstavitvi, tako da smo vsak let predstavljali, jaz mislim, vsaj 7, 8, 9 univerz, tako da te predstavitve najdete na naši spletni strani. Če bo letos še interes, če nas bojo veliko spraševali, mogoče organiziramo v mednarodni pisarni še eno podobno predstavitev, samo s predstavitvami študentov v januarju. Tako da imam mogoče še kakšno vprašanje v zvezi s tem. Če ne, bi se zahvalil za vaše sodelovanje in vas tako povabil k prijavi na razpis. Hvala lepa vsem. Sedaj ne. Hvala, lep dan. Hvala.